Vsem lep pozdrav. Če se še spomnite, včeraj je bil dan slovenske hrane. Slovenski zajtrk. Jedlo ga je 250 tisoč otrok, mladine, tudi starejših. Veliko besed je bilo, mleko, maslo, jabolko, slovenski kruh, med, kako je zajtrkovati zdravo, ob tem, da 50% otrok sploh ne zajtrkuje. Kar vse kaže na to, kakšne so naše družine, kako so skupaj, kar so že tudi moji predhodniki kaj povedali. Da so to pripravili naši kmetje, to so še povedali. Da ni dolgih transportnih poti in pa še kaj. Kako ga pa proizvaja, na kakšen način, slovenski kmet, s kakšnimi težavami se spoprijema in ali je sploh možno, da proizvede slovenski zajtrk za vsak dan v letu, pa nič. Tu pa ni več evforije. Samooskrba v Sloveniji neprenehoma pada tudi za tiste proizvode, ki smo jih imeli nekoč že dovolj. Kaj pa vlada? Gostobesednost ministra za kmetijstvo nič ne pomaga in besede, posebej, če so puhle, niso dovolj. Zelo malo stvari se obrne v prid kmetijstvu. Predvsem pa je skrb vzbujajoča dejavnost ministra, ki ponovno ali še vedno sanja o ustanovitvi državnega podjetja. Gozd ali les je za vsakega kmeta neka rezerva, pomoč, ki je ne izrablja kar tako. Ko je bil ustanovljen sklad kmetijskih zemljišč, je bil z namenom, da bo koristil tudi kmetom, da bodo s časoma močnejši in večji. Pa zelo malo je od tega. V predlogu novega zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi tudi jasno piše, da se bodo državni gozdovi povečevali z namenom zaokroževanja parcel za bolj racionalno izrabo lesa. To pa je ravno obratno, kot bi pričakovali. Država privatizira podjetja, sicer s težavo ravno zaradi takih ministrov in ostalih, kar pomeni s tem zakonom kupovati gozd, zaposlovati zaslužne in podobne naše ljudi, da si bodo porazdelili še tisto zadnjo in resnično, kar je resnično, zadnja državna srebrnina, zeleno zlato, gozd, ki to je še ostalo na svoj znani način. Vesel sem, da Nova Slovenija misli drugače in da bo temu zakonu in še kateremu drugemu, ki so škodo Sloveniji nasprotovala in tudi nasprotuje, in sem vesel naših poslancev, da so glasni in tudi prepričljivi. Na koncu pa zaradi tega in takih zakonov in take vlade sem še pa bolj prepričan, da imamo v Sloveniji še vedno in edini v Evropi socialistično oblast ali sistem izpred 90 let. Hvala.